Zavod za okolje in turizem Dobrovnik se ukvarja z promocijo in trženjem turistične ponudbe občine Dobrovnik. Ponudba občine Dobrovnik je kar široka, seveda z najstarejšo turistično točko Bukovniškim jezerom, kjer se je nekako že ponudba nadgradila oziroma imamo ponudbo od najmlajših tja do najstarejših. Če bi samo tako na kratko, Pravljični park, Pustolovski park, potem samo jezero, energetske točke, vidov izvir z zdravilno vodo, parkirišče za avtodome, z domačo kulinariko, ponudbo sladoleda. To našo ponudbo Bukovniškega jezera dopolnjuje tudi ponudba ostalih ponudnikov po celotnem našem območju občine Dobrovnik z tropskim vrtom, z tematskimi potmi, učnimi potmi, rokodelstvom, tako da ponudba je res široka. Med drugim tudi organiziramo prireditve, smo soorganizator vseh prireditev v naši občini in seveda izvajamo projekte. V tem obdobju smo imeli kar 3 projekte, enega Slovenija-Madžarska, enega Slovenija-Hrvaška in pa 2 projekta Slovenija-Madžarska. Zdaj 2 projekta sta se že iztekla in mi se dejansko zdaj na sejmu predstavljamo s tem projektom, ki je še aktiven do konca tega leta. To je projekt Slovenija-Madžarska, piknik v vinogradu, kjer smo partner v projektu, se pravi edini partner iz Slovenije in še potem 2 partnerja iz Madžarske. Projekt je nekako vezan na zgodbo vinogradništva, vinarstva, turizma in sicer kot neko osnovo smo opremili občinsko vinoteko v kulturnem domu, ki potem služi za nadaljevanje tega turizma, se pravi, to vinoteko lahko uporabljajo naši vinogradniki oziroma gradimo vinogradniški turizem na tem in pa seveda nekako hočemo že obstoječo ponudbo vina in pa tudi vsega ostalega nadgraditi in pa tudi nekako še spromovirati. Najlažje, če se odpeljajo na Bukovniško jezero, ker med drugim tudi Zavod za okolje in turizem upravlja informacijsko točko prav na Bukovniškem jezeru, kjer potem lahko dobijo vso potrebno informacijo, tako glede ogledov, tako glede prenočišč in pa tudi tam ponujamo neke domače izdelke, značilne za Prekmurje. Glede na to, da našo občino obišče letno tam do 100 tisoč obiskovalcev, seveda želimo, da to število ohranimo, s tem, da se moramo seveda truditi, da vedno nekaj novega ponudimo, tako da razmišljamo o nadgradnji tudi Pravljičnega parka in pa ostale ponudbe. Se že pripravljamo na naslednje projekte, ki bodo potem tudi nekako ponudili obiskovalcem dodatna doživetja.